V Bovcu pa se je zbralo več tisoč članov in simpatizerjev SDS-a. Ob športnih igrah in kuhinjah iz vse Slovenije je zbrane nagovoril predsednik vlade Janez Janša, ki pravi, da so tako za njimi kot pred njimi pestri meseci, a da barko obračajo v pravo smer. Treba se je zavedati, da nekatere stvari ne bodo šle čez noč, lahko jih pa spremenimo, da bo barka slovenskega razvoja plula v pravi smeri, da se bo blaginja večala, da bo ta delitev na prvo in drugorazredne vse manjša, ali pa do tega vse manj, da bo Slovenija bolj ugledna v svetu. Koga so še ujele naše kamere in kaj je odmevalo danes v Bovcu, več Rene Markič. Domača glasba, kuhinje iz vse Slovenije in športne igre. V tem duhu je minilo tradicionalno srečanje članstva SDS v Bovcu. Člani in podporniki so na Bovško prišli od blizu in daleč. Ja, 4 ure pa smo tu, ne? Kar podaljšujete šotore, grta, ne vem, a bo je grta drugo leto šotore, grta do Kluž, ali kaj? Pridete vsako leto sem? Vsako leto. Ena stranka, to smo vse eno. Med zbranimi pa tudi večina vidnejših strankinih predstavnikov. Vsako leto nas je več, letos je rekord, čez 100 avtobusov. Mislim, da smo edini v Sloveniji, ki lahko pripeljamo, oziroma ki se lahko mobiliziramo v takem številu. Mal hribolazimo, mal spočijemo možgane za pestro delo pol v politiki. A pred pregovorno vročo politično jesenjo danes še sproščeno vzdušje. Najprej pogled v preteklost. Pred 3 desetletji in še enim letom se nas je zbralo na prvem taboru, ki je bil še ideja, 12. Naslednje leto nas je bilo nekaj čez 60 in danes preko 10 000. Na to pa sedanjost, ko je zaradi včerajšnje odločitve Ustavnega sodišča, da zakon o RTV ni v neskladju z ustavo, Janša izrazil dvom v legitimnost odločitve. Edina legitimna oblast v Sloveniji po ustavi je tista, ki jo izvolijo ljudje. Edine legitimne odločitve so tiste, ki jih sprejemajo ljudje, ki so izvoljeni na volitvah. Vladni predstavnik je poudaril, da Ministrstvo za kulturo že pripravlja spremembe glede delovanja javnega zavoda, ob tem pa kritike na včeraj sporočeno odločitev sodišča. Odločitev Ustavnega sodišča meji na ustavno krizo. Jaz mislim, da gre za izjemno politikantsko odločbo, tudi po dikciji. Na vsak način je naša RTV prebogata, preveč zaposlenih, če primerjamo z drugimi državami. Ena ključnih težav Slovenije je po Janševih besedah med drugim tudi demografija. Meni, da gre za enega ključnih izzivov države, ki pa da presega ene volitve ali mandat ene vlade. Po uradnem delu srečanja je popoldne sledil še nogometni dvoboj med izvršilnima odboroma SDS-a in njihovega podmladka. Jaz tekmovat ne grem, ker tekmujem v parlamentu, trenutno z opozicijo. Lani sem imel srečo, da sem lahko trenutnim predsedniku vlade obranil penal. So pa na srečanju peljali nedavno Janševo napoved, poleg uradne 7. kitice slovenske himne, so tokrat odpeli še drugo.